lepotičke, hello lepoci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Opazite kakšno spremembo. Nazaj sem blond, čist blond in ful se dobro počutam. Dejansko, ko sem jaz začela tale svoj YouTube kanal graditi, sem ga začela kot čista blondinka. Vmes eksperimentirala, najprej sem bila tako malenkost rjava, potem sem vse to stopnjevala, vmes sem bila skoraj že čista rjava, res temna. In potem na eni točki je mene prešinjal, hočem biti nazaj blond. In potem sem to rjavo zgori opustila, oziroma se nisem več barvala in itak iz rjave prijeti nazaj na blond je proces. Vmes so bili lasje oranžni, rumeni, imeli vsaj 20 različnih odtenkov blond. Evo, včeraj pa sem prišla nazaj iz frizerskega salona in nikoli nisem imela toliko lepe barve, kot jo imam zdajle. Vmes in tudi med telim svojim frizerskim podvigom pa sem nakupila kar nekaj izdelkov za nego lašč. Sem prej imela takšne in drugačne balzame, testirala različne šampone in za rast las in negovalne izdelke. Sem zdaj res odkrila nabor izdelkov, ki mi ful odgovarjajo, ki so res kvalitetni in sem se danes nekako odločila, da jih želim deliti s tabo, ker se mi zdi, da ni punce, ki ne bi rada imela lepe, urejene, negovane, čisto vse nedolge, ampak skratka urejene lase. Pustimo oziroma ostanemo pri temu. Jaz tukaj že gledam v izdelke, ti jih bom predstavila ena pa po ena, vse od balzama, šampona, mask. Na koncu pa te čaka še ena res huda nagradna igra, tako da ostani do konca. Evina lepotilnica. Gledam zdajle, kjer izdelek bi ti prvo predstavila, pa jaz ponavadi vedno začnem s šamponom. Vmes ti bom tudi razlagala svoje trike in postopke. Vse izdelke, pa kako jih jaz uporabljam, tako da boš res danes vedela vse od A do Ž. Mislim, da bom začela kar s šamponom, ker je ponavadi vedno šampon tist, ki ga prvi nanesem, torej ko imam mastne lase. Najprej si jih pač valjda zmočem, umijam in nanesem tale Biolash šampon. Tega uporabljam zdajle kakšen mesec pa pol, vsi sem vam tudi delila v enem vlogu, ne vem koliko je zdajle od tega. Skratka, priporočila mi ga je ena frizerka in je rekla, da je njej ful všeč zato, ker je pač negovalen. Tako da sem jaz rekla, ok, bom testirala, zato ker sem v preteklosti tudi že imela frizerske šampone, so bili dražji, pa so bili enostavno pretežki za moj tip lasu, ki je pač nažalost suh, ker se res večkrat pobarvam. Mi ni ustrezal, ker sovražen občutek, da ko si umijam lase, da od šampona ostane tukaj sled, da bi bili pač lase mastni. Ta šampon je v bistvu tak negovalen, vlažilen, lasem daje vlago. Sicer imam zdajle ogledan ga še enega, ga imam namen naročiti, ko ga naročim pa potestiram, vas tudi updateam, ampak zaenkrat uporabljam tegale. Lase so taki navlaženi in to je torej prvi izdelek. Vedno, ko kupam šampon, imam jaz tako navado, da kupam v kompletu tudi balzam. Nekako se mi zdi, da je dober za moje lase, če imam iz ene linije. In v bistvu je tole tudi Biolash balzam za lase, ampak jaz dejansko ne nesem balzama. Ko si torej jaz šamponom našamponiram lase, recimo da enkrat, je naslednji korak, ki ga uporabljam, ki ga imam, evo, tale Olaplex trojkica. Jaz sem ta izdelek imela prvič nekje 2 leti nazaj, dobila sem ga na blogerski konferenci. Ja, takrat je bil en ta štantek z Olaplexom. So nam ga predstavili, ampak nisem nič tako bila kaj preveč zagreta, nisem nič kaj preveč vzela resno in to trojko sem jaz dejansko imela doma. Potem pa sem šla v salon Med in mleko, kjer so vse stavili na Olaplex, uporabila njihove izdelke in takrat mi je pa ta druga frizerka, ki mi je tudi to frizuro naredila, se pravi Saša, priporočala Olaplex. Jaz sem šla takrat tudi na Olaplex nego, to je taka približno enourna kura, kjer ti res po dolgim počez nanesejo na lase in lase so bili wow. Jaz, ker sem si posušila lase, ker sem se pogladila, so bili mehki in od takrat prisegam na tegale, sem ga v bistvu potem tudi kupila in ga doma uporabljam. Zdaj, kako to izgleda, najprej nanesem šampon, potem vzemem ta Olaplex trojkico. Zakaj ponavljam številka 3, ker jih je še več v torej njihovi liniji, ti bom tudi vse predstavila. Nanesem po celih laseh, tako nisem šparovna, ne pretiravam, ampak kar dam tako, da se pozna. Zavijam v brisačo in imam vsaj 2 uri to masko na laseh. Eni priporočajo tudi, da imaš to čez noč in zjutraj potem umijaš, ampak vseeno, jaz tega še nisem prakticirala, skoraj vedno imam pa vsaj 2 uri. In potem, ko torej 2 uri nekaj mine, jaz tale Olaplex sperem in nadaljujem z balzamom. Balzam nanesem po celih laseh, počakam, sperem in to je to.
Potem pa lase posušim. Jaz, če se le da, se res zelo izogibam likanju, kodranju, čeprav se toliko velikrat nekaj snemam ali slikam ali pač imam neka fotografiranja, da se zelo redko lahko temu izognem, ampak če se le da, ne no, se vseeno, ampak to res ni dobro za lase in potem, ne, narobe ga sem vzela. Potem sta pa to dva must have izdelka. Moroccan Oil, ki tako lepo diši, kupila sem ga prvič novembra, potem ko sem slišala ful veliko priporočil. Jaz ga dam 2 pumpici v dlan, razmažem in unesem na konice las. Zdajle mi je pa frizerka priporočila tudi Olaplex 6, ta je pa v bistvu namenjena, da neguje, da tako pocrkla lase in to je pa zdaj še dodaten boost za lase, ker so res, kar se da, taki lepi, zdravi, negovani in tako naprej. Potem imam pa tukaj še krtačo. Tudi krtača je zelo pomembna pri laseh, torej kako se ti krtačaš, da nisi pregroba in jasno, katero krtačo uporabljaš. Zdaj si bom pokazala en trik. Jaz se nikoli ne začnem česa tukaj gor, ampak vedno tlele dol. Tako. In ko so pač lase tako lepi, negovani, lepo taki, da gre glanik čez, postopoma potem nadaljujem tukaj do vrha in na ta način las tudi svojih ne cukam. Tudi tale krtača je v bistvu nekaj posebnega. Zakaj? Zdaj bom res tako po kmečko razložila. Tokrat sem vzela tole krtačo. Zakaj? V bistvu mi je eno stran počesala, drugo pa ne. Pa je rekla, Eva, daj potipi desno stran, pa potipi levo stran. In je bila ta stran, kjer je bila ta krtača tako bolj gladka, da sploh ni rabila ona, ki je preveč zgubila besed, me je v bistvu rezultat prepričal. Tako da sem jo vzela, vam dodam še en link, če vas bo zanimal, res je top krtača. In fora je v bistvu v teh četinah, ker imajo noter tak mikroprah, ki v bistvu gladi te naše lase in v bistvu zato so lase tako zelo gladki, tako zelo bolj negovani. Jaz imam v takem res lepem golden rose in črnem odtenku. Tale je torej za doma, potem je pa tukaj še tale potovalna različica. Evo, tole pa vzemam tako za na pot, za v torbico in je v bistvu taka praktična pa zaščitena in res top krtača. Prej sem recimo imela eno od Tangle Teezer, sta tam v cenovnem rangu, ampak je ta enostavno boljša, so lase res bolj taki gladki. Tako da, to je mojih, koliko pa jih je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zlatih produktov. Tukaj imam sicer tudi Olaplex, je pa številka nič, je pa namenjena prav za blond lase, da naneseš na suhe lase kuro. V bistvu poštiš 10 minut, spereš in ne bi bil tudi ful dober izdelek, ga pa še nisem testirala, ga bom zdajle v prihodnjih dneh. Sem se zdajle založila, ampak tudi ta ne bi bil učinkovit, pa sem rekla, da predstavim že zdaj, da boš vedela. In zdaj, če naredim še en tak povzetek, ni veliko produktov, ampak so te zato res učinkoviti. Dobra krtača za lase, ki res tako lepo zgladi, v bistvu zapre las, to je tudi fora te krtače. Potem je tukaj Olaplex 6, to nanesem na konice, da jih pocrkljaje kot neka krema, tako kot imamo za obraz kremo, je to krema za lase in je top produkt. Potem je tukaj Olaplex 3, to je maska, ki jo spustim 2 urce. Olaplex, oziroma ne, ta je Moroccan Oil olje, jaz ga dam na konice, diši, top olje, malenkost dražji, ampak je vreden vsakega centa. Potem je še tale krtača za v torbico, ali pa za napotovanje, ima tako lepo zaščito in potem sta tlele še od Biolage šampon in balzam. To je mojih, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svetih produktov, na katere prisegam in zaradi katerih sem dosegla, da so moji lasje trenutno tako zelo lepi in sem z njimi tako zelo zadovoljna. Se tudi sicer kot blondinka zdajle veliko bolj počutim. Se mi zdi, da ko si enkrat blond, prej ali slej eksperimentiraš, ampak tam nekje po 2-3 letih ali pa mogoče dlje ali pa manj te prime, da bi bil spet nazaj blond in enkrat blondinka, vedno blondinka. Zdaj pa tole pa za vas, drage moje. Ker vem, koliko so te produkti dobri in vem, da si čisto vsaka tega ne more prvoščati, meni je to čisto logično. Sem jaz poklicala tole svojo frizerko Sašo in rekla, ej Saša, poslušaj, te izdelki, jaz vem, koliko so dobri, kaj pa če bi midve naredile eno nagradno igro, ker imam jaz zdajle plan posnet za punce, predstavitev izdelkov, kjer sem odkrila, ker sem res malo morenih izdelkov testirala, pa se včasih lahko, ker zbudiš, zmečeš tono eno denarja, a ne da jih malo olajšava, da jih pocrklava, a si za, da bi jih tako malo pocrklale. In je bila in imam tukaj za vas, drage moje, evo, vam predstavim, podarila bom
3 tele fantastične kartače, zaradi katerih bojo tvoji laski torej bolj jih zapre, jih tako prav zgladi in lahko boš dala v torbico. Evo 3 različne barve, roza, modra, pa tale v bistvu taka modro, bela, oranžna. Tako da vsaka 3 zmagovalke bojo. Bom naredila take paketke in prva zmagovalka bo dobila, se pravi, 3, 6 in kartačo, potem bom pa žrebala še 2 drugi, ki boste pa prejele vsaka po 3 Olaplex, se pravi maskico, pa po 1 to kartačo. Jaz verjamem, da boste ful zadovoljne, ker vem, koliko sem jaz zadovoljna. Tako da, če bi rada sodelovala v tej nagradni igri, res v bistvu ful lepo vabljena. V bistvu vse, kar nekako želim, da narediš, pa je, da se naročiš na tale moj kanalček, da boš tudi obveščena, ko objavim nov video. Da mi slediš na Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica, pa tretji korak, da komentiraš ta video ali pa da komentiraš tole sliko na Instagramu, torej kar si boš zbrala, samo pust ali srček ali kaj bi imela ali mogoče stanje tvojih las. Tako da, to je moja rutina, to so moji triki, ni veliko izdelkov, so malo dražji, ampak so zato res učinkoviti. Če imate še kakršnokoli vprašanje, kar se tiče izdelkov, mi lahko zapišete spodaj v komentar, sicer pa je to. Jaz upam, da sem vam z nasveti pomagala. Mi se gledamo v naslednjem videu, ki bo vlog. Sem vlogala v bistvu cel svoj teden, ker se je ful dogajal. Tako da, ja, se gledava v naslednjem vlogu. Lepo bodi, poljubčki in do naslednjič. Čau, lepotica!